Drage mirovnice in mirovniki, drage razumnice in razumniki, vsako leto države vlagajo vedno več denarja v orožje in vsako leto je na svetu več vojn. Vojni huskalči, avtoritarni voditelji, tehnološki milijarderji, vsi skupaj spodkopavajo temelje demokracije, svobode in naše skupne prihodnosti. Namesto sodelovanja, namesto medčloveškega spoštovanja se uveljavlja logika vojne, logika moči, logika nasilja. A zdaj ni čas, da prilivamo olje na ogenj, zdaj ni čas za novo oboroževalno tekmo, zdaj je čas za dosledno mirovno politiko. K temu nas ne zavezuje le človečnost, k temu nas zavezuje tudi Ustava Republike Slovenije, ki v 124. členu pravi: pri zagotavljanju varnosti izhaja država predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja. Alternativa je pogubna. Če bomo to pot zapustili, bomo mednarodne odnose znova prepustili brezsrčnim generalom in pogoltni vojaški industriji. In spet bomo gledali, kako mlade fante pošiljajo na fronte. Zato danes tukaj zbrani zahtevamo. Zahtevamo od vlade, zahtevamo od opozicije. Prvič, da Slovenija postane odločen in aktiven glasnik miru, solidarnosti in pravičnosti, doma, v Evropi in po svetu. Drugič, da Slovenija vodi mirovno diplomacijo, ki temelji na dialogu, mednarodnem sodelovanju, na razoroževanju in omejevanju proizvodnje orožja. Tretjič, da poveča razvojno pomoč, da zagotovi varne poti in azil preganjanim in pomaga razrušenim državam pri obnovi skupnosti in demokracije. Četrtič, da varuje pravico do ugovora vesti za moške v Sloveniji, v Ukrajini in povsod, kjer se to pravico tepta. In petič, zahtevamo, da v šole vključi vzgojo za mir in omogoči ljudem, da se naučijo nenasilnega upora in odzivanja na krize. Če bomo to uresničili, lahko Slovenija postane zgled. Lahko pokažemo svetu, da je trajen mir možen, da stabilnost ne zagotavljajo tanki, temveč solidarnost, pravičnost in kultura nenasilja. Dovolj je bilo. Dovolj je bilo nenačelne politike do aktualnih vojn. Dovolj je bilo laži, da zaradi oboroževanja ne bo rezal v socialo, v zdravstvo in v šolstvo. Dovolj je bilo manipulacij, da več orožja pomeni več varnosti. Zdaj je čas, da pogumno rečemo ne. Ne v mojem imenu. Ne v mojem imenu. Ne v mojem imenu. Zahtevamo politiko, slovensko in evropsko,
ki bo gradila mostove in ne okope.